Pripravila sva 7 trikov. Kako povečati engagement na družbenih omrežjih. Dober dan, dobrodošel, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes z Nejcem govoriva o nasvetih, kako povečati engagement na družbenih omrežjih. In sicer, če boš napisal v Google how to increase engagement on social media ali pa kako povečati engagement na družbenih omrežjih, mimogrede, mogoče sam še to povem, engagement Facebook prevaja, kako smo že ugotovili, kot dejavnost. Velikokrat boste tudi zasledili slovenski prevod interakcije, ampak midva bova danes večinoma uporabljala engagement, ker so slovenski prevodi slabši. Ne povejo celotne zgodbe. No, ne mi zameri, če bom jaz večkrat interakcijo uporabljal. Ok, super. On engagement, jaz interakcija. Ok, kar sem želel povedati, če napišeš to v Google, boš dobil ogromen enih rezultatov, ki se sami po sebi konstantno ponavljajo. Objavili več video vsebin, postavili več vprašanj, piši bolj kratke poste in tako dalje. In midva sva hotela iti izven teh okvirjev in ponuditi nekaj nevsakdanjega, nekaj, kar ne moreš najti z enim preprostim Google searchom, ampak smo mi ugotovili skozi izkušnje, ki jih imamo z našimi naročniki. Če to bi tudi poudaril, zakaj je pomembno, da vemo več o tem, kako povečati engagement, predvsem zato, ker ko Facebook uporabljamo ali pa druga družbena omrežja, Instagram in tako dalje, kot navaden uporabnik, je seveda to precej drugače, kot kadar ga uporabljamo kot podjetje. Ne, po domače povedano, ne palijo, ne učinkujejo enake zadeve, zato se vedno treba postaviti v kožo dejansko, kako to družbeno omrežje uporabljati kot podjetje. In engagement gre velikokrat z roko v roki tudi z organsko rastjo naše strani, profila in tako dalje. Višja, ko je rast, običajno tudi višji engagement, ampak pazi na poudarek, organska rast. Ok, zdaj pa greva počasi kar na prvo točko. Dobro poslušaj, zato ker engagement je res težko, organski engagement je težko doseči. Še težji pa ga je potem tudi držati na podobni ravni. Ajde, Nejco, strel, prevzem prvo točko. Sam še to bi rekel, pripravila sva 7 trikov oziroma 7 točk in prva ta točka je, da razdeljujte tekst v objavah na več krajših odstavkov. Zakaj je to pomembno? V bistvu iz več različnih razlogov. Eden izmed teh je, da to pripomore tudi boljši uporabniški izkušnji z vidika, ker je več samega belega prostora. In to je že pri spletnih straneh zelo značilno, več belega prostora kot je, lažje mi preberemo tisti tekst. Potem zelo pomembna zadeva je, da delamo čim več odstavkov. To pripomore k tej belini, ki sem jo ravno kar omenil. Dodatno pa k temu, da tekst lažje preberemo in predvsem dobro učinkujejo tako imenovana enostavčni odstavki ali pa enostavčne povedi. Se pravi, povemo neko misel ali pa postavimo vprašanje in nadaljujemo z nekim kratkim tekstom in potem in tako naprej. Absolutno pri tem tudi mi veliko zelo uporabljamo emojije, ampak ja, bi tle ti še kaj dodal? Ja, mogoče bi to dodal, da kako razdeliti tekst, kako vedeti, da moraš pritisniti tisti enter pa ustvariti eno vrstico belega prostora. Probi se vedno tako vprašati, kaj je tista ena ključna informacija, ena pomembna tema, ki jo želiš povedati v svojem, se pravi, tekstu. Če jih imaš več, razdeli tekst, kolikor imaš teh ključnih informacij. Če imaš 3, potem naredi najmanj 3 odstavke. Ok? Cool. Pa še to bi jaz omenil, da ko govorimo o teh odstavkih, se pravi, slaba praksa pa je, če vse v enem odstavku napišemo in potem kot jara kača zgleda to naše besedilo. Zato, tako kot sem že prej omenil, več belega prostora, krajši stavki, ker se lažje bere. Ker
ljudje enostavno, ko vidimo neko objavo, pa vidimo full teksta, na že to na začetku odvrne. Hkrati pa še težje, če začnemo brati, hkrati veliko težje to zadevo brati. Ok, znamke ali pa upravljalci znamk, profilov in tako dalje se velikokrat ujamemo v zanko, da govorimo izključno o sebi. Zdaj, če to prenesem na, rečemo temu, fizičen svet, verjetno se boš tukaj strinjal z mano, da noben ne mara tistega tipa oziroma tiste osebe, ki konstantno govori samo o sebi, se skozi samo hvali, poudarja svoje dobre lastnosti in tako dalje. Po drugi strani imamo pa ljudje običajno radi tiste ljudi ali pa se k njim obrnemo na nasvet, ki veliko vejo, nam dostikrat kaj svetujejo, nam kaj uporabnega povejo. In če to zdaj preslikamo na znamke, na profile, na družbenih omrežjih, je to točno to. Noben ne mara profilov, ki konstantno govorijo samo o sebi, koliko so oni dobri, koliko so oni hudi in konstantno podajajo neka prodajna sporočila. Po drugi strani imamo pa vsi radi strani in jih večkrat obiskujemo tiste, ki nam dajo neke širše informacije o industriji, v kateri so. Se pravi, ne samo o sebi in o svoji znamki, ampak predvsem o industriji. Cool. Tretja točka je, oziroma tretji trik je, da mi dva svetujemo, da ne pridigate, ampak da poveste svojo zgodbo. Se pravi, na splošno nam niso všeč take objave, ki jih vsi delamo. Ne vem, če je kaj v povezavi z neko smučarijo, pa zdaj Ilka Štukec sicer je poškodovana, ampak Ilka Štukec je zmagala, takšno pa tako vreme je, zdaj pa vikend, kaj boste počeli, pač to vsi delajo. In tle ni nobene dodane vrednosti, oziroma vi ne poveste te vaše zgodbe. Tako da vedno poskušajte se vprašati, kako pa lahko mi pri objavi naredimo neko zgodbo, neko mikrozgodbo, neke svoje emocije notri vpletemo, ki se povezujejo z blagovno znamko. Seveda, mogoče lahko še vedno objavimo, ok, zdaj je vikend, ampak poskušajte potem vkomponirati to vašo blagovno znamko in kako to pride pri samem sporočilu do izraza. Se pravi, govorim o tej mikrozgodbi, ki se povezuje z vašo blagovno znamko. Mogoče bi tukaj sam to dodal, ko je Nejc to rekel, ne pridigaj, dodaj oziroma povej zgodbo. Dajva kar en tipičen primer. Naprimer, prodajate ure nakit neki in pride tisti dan nova pošiljka, ki jo želite zdaj spromovirati preko družbenega omrežja. In slabše je, če objavite neko sliko in rečete, lejte, nova kolekcija te in te znamke, tukaj in tukaj lahko kupite. Boljše je, če rečete, če začnete zgodbo in to novo kolekcijo vpeljete v nek dogodek ali pa jo vstavite v neko okolje, naprimer je primerna za večerne izlete ali pa za večerje ali pa za obiske gledališča in tako dalje in pač poveste, ko ste bili takrat pa takrat v gledališču, to pa to ful paše zraven in tako dalje in slučajno imamo zdaj novo pošiljko in slučajno je mogoče še kaj na popustu in tako dalje. Se pravi, poskušajte res dati neko širšo zgodbo okrog tega. Po četrto točko so napisala, da reciklirajte svoje objave. Kaj to pravzaprav pomeni? Se pravi, vse prevečkrat naletimo, ali pa tudi, ko sodelujemo z blagovnimi znamkami, da moramo vedno pripravljati neke nove objave, nekaj novega. Se pravi, da se objave med sabo ne bodo ponavljale. Ampak če se vprašamo, zakaj to sploh delamo, mislim, tako, ful težko podam odgovor na to, ampak kar hočem tukaj predlagati je, da morajo razmišljati z drugega vidika in sicer content, vsebino, ki smo jo že ustvarjali in ki nam je dobro učinkovala na strani, se pravi, kjer je bil velik engagement, zakaj jo ne bi uporabili ponovno na malo drugačen način. Se pravi, to ne pomeni, da objavimo čisto enako objavo, ampak samo z enako mogoče vsebino ali pa del te vsebine in jo nekako, tako kot sem rekel, recikliramo oziroma prilagodimo, da mogoče najbolj pomemben element iz te vsebine izpostavimo. Naprimer, midva, ki snemava Point Out Weekly, zakaj mi ne bi samo enega dela tega 20-minutnega šova uporabili za 1-minuten klip z neko mislijo. Naprimer, lahko bi uporabili ravno to misel. In bi jo reciklirali in objavili na našem družbenem omrežju. Ni potrebno, da je vedno ta vsebina nova. In to najlažje narediš tako, da greš kar zdajle pogledati zgodovino svojih objav in vidiš,
na katere objave je bil engagement najboljši in to vsebino še enkrat uporabiš. Tako je. Naslednja točka, prilagodi vsebino vsakemu družbenemu omrežju posebej. Seveda, vsako družbeno omrežje ima svoje specifike. Na enem deluje nekaj, na drugem pač deluje nekaj drugega. In zato je zelo pomembno, da te specifike poznamo in svoje objave prilagodimo temu. Še več, če imamo isto objavo, govorimo isti video ali pa isto sliko, jo dajmo vsaj zrezati tako, da bo na tistem družbenem omrežju bolj delovala. Dajmo vsaj dati neke dodatne specifike, tipa mogoče, če je to video, da damo, ne vem, na YouTubeu intro, na Facebooku pa ne in tako dalje. Streljam, seveda, zdaj si izmišljujem sproti, ampak predvsem to, dajmo prilagajati vsakemu družbenemu omrežju posebej. Mogoče bi še to dodal, še en dodaten nasvet. Če imate isto vsebino, ki jo želite objaviti, dajte jo potem saj objaviti ob različnih dnevih. Razen, če ni seveda nujno, da gre vse tisti dan ven, ampak večino vsebine oziroma kontenta, ki ga objavljamo na družbenih omrežjih, ni specifičnih ali pa nujnih, da se objavi na točno določen dan. Se lahko objavi tudi 3 dni kasneje ali pa 5 dni prej. In dajmo potem saj tukaj to razgibanost narediti. Na Instagramu objavi nekaj v ponedeljek, to isto zadevo pa objavi potem še v četrtek na Facebooku. Pod 6. točko, 6. trik svetujeva, da uporabljate orodja za upravljanje, ker boste s tem, niso vsa idealna, ampak s tem v osnovi boste lahko povečevali engagement. Naprimer, če dam en primer Bufferja. V Bufferju lahko vidite vi statistiko, kdaj vam neka zadeva, nek tweet je najbolj učinkoval. In zakaj ne bi ta tweet vnaprej nastavili časovno, kdaj se bo ta zadeva objavila. Ker če boste vi vnaprej nastavili po času, kdaj se bo ta tweet objavil, si lahko zaradi tega obetate večji engagement. Tukaj bi še to dodal, ta orodja za upravljanje pripomorejo eni najbolj pomembnih stvari, ki govorimo o engagementu, in to je konsistentnost. Namreč, če nič drugega, nas vsaj prisilijo do tega, da konstantno objavljamo, in to je eden najbolj pomembnih ključev do tega, da pridemo do želene ravni engagementa oziroma do povečevanja le-tega. Evo, in še zadnja točka, to je ustanovi svojo skupino. Ali je to Facebook skupina, ali je to LinkedIn skupina, ali je to Instagram chat, karkoli. Zakaj? Mi smo že kar nekaj oddaj nazaj govorila o trendu instant messaginga. In instant messaging, takrat smo tudi poudarjala, zakaj je toliko v vzponu. Eden izmed razlogov je bil ta walled garden, ker enostavno ljudje se zdaj premikamo iz tega, da je vse nekaj javno, kar objavljamo v družbenem omrežju, v to, da je javno samo za določeno skupino ljudi. In uporabniki so veliko bolj odprti, da komunicirajo v skupinah, ki so sicer do neke mere javne, ampak še vedno zaprte za njim podobno misleče ali pa ljudi, ki imajo podobne lastnosti, izzive v življenju in tako dalje. Če dam samo en primer, to je lahko recimo skupina letalske karte ali pa skupina, če imate otroka, februarčki recimo, če imate otroka v februarju rojenega, kako pa to lahko znamke, pa daj ti dodaj najc. Cool. Jaz bi sam še prej... Kako lahko to znamke, to še povej. Ampak jaz bi prej samo še to dodal, ti si omenil Facebook skupine, Instagram chat, jaz bi dodal tudi te, ki so zdaj zelo v porastu, ne vem, kdaj se bo to specifično za slovenski trg prišlo, mogoče nikoli ne bo, ampak trenutno je zelo v porastu to, kar je Zoran govoril, te zaprte skupine na Telegramu, na Slacku, na Discordu, ogromno, naprimer gamerji ful uporabljajo Discord kot ta kanal za komunikacijo, naprimer blockchain projekti uporabljajo ogromno Telegram, še predtem so uporabljali Slack, ampak zato, ker se je Slack dosti hackal, so potem šli na Telegram, ker je bolj varen, ker ima bolj poglobljeno enkripcijo. Ampak ja, če zdaj grem na te primere,
da lahko blagovne znamke uporabijo to v svoj prid. In naprimer, zelo veliko blagovnih znamk, dobro veš, ima kakšne klube zvestobe ali pa neke VIP liste. In skupine, če primerjamo zdaj neko Facebook stran pa Facebook skupino, neka blagovna znamka, ki že ima ustaljeno Facebook stran, lahko zraven odpre še Facebook skupino, ki je pa namensko namenjena tem članom kluba zvestobe, VIP programa, kakorkoli. Zakaj? Ker te ljudje so že, kako bi rekel, v offline svetu člani tega programa. In vi jim lahko ponudite še dodatno ugodnost, da so člani te skupine, kjer vi objavljate različne stvari v povezavi s klubom zvestobe, z VIP programom, VIP članstvom ali kakorkoli bi to drugače poimenovali. Kot en primer. Ok. In mislim, da so pokrila vseh 7 nasvetov, tako da ostane samo še zaključek. Ja, zaključek pa je, če imaš še kakšno vprašanje, oziroma če bi kakšen trik, ki si ga sam spoznal, povedal, ga zapiši v komentar, z veseljem bova prebrala. V naslednji oddaji bova pa govorila, kako narediti raziskavo ključnih besed za vsebinski marketing in oglaševanje. Se pravi, o AdWordsih sva že govorila, mislim, da v 27. oddaji. Sicer takrat sva govorila, kako sestaviti kampanjo za iskalni marketing, tukaj pa bova še eno fazo prej pokrila, in sicer kako sploh raziskati, katere ključne besede uporabiti za iskalni marketing oziroma za samo pripravo vsebine, naprimer, če blog pišemo. Ok, hvala, ker si bil z nama in se vidimo naslednjič. Se vidimo, čau. Why?